Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in prijatelji oddaje Vetrnosi, pesem mojo. Mesec je naokrog in spet je pred nami prvi ponedeljek v novem mesecu in čas za glasbene goste. Gotovo boste veseli današnjega obiska. Z menoj v studiu je Jože Potrebuješ, vodja ansambla Čuki. Pozdravljeni. Živjo. Jože, Čuki ste eni in edini, neponovljivi. Dokam sega vaš glasbeni spomin? Je to leto 1989? No, to hudo ni, kar si nas lepo sicer napovedal, smo v Sloveniji veliko dobrih ansamblov, pač je pa res, da smo Čuki na svojih 26-letni dolgi glasbeni karieri pustili za sabo kar luštno sled in da jo še kar vlečemo in da upamo, da bo čim dlje. Drugače pa jaz sem se z glasbo, osebno sem se z glasbo ukvarjal že precej prej. Prvi spomin, ki je prav res spomin, je tak, da pri 5 letih mi je ne za rojstni dan, za Miklavža. Ne, Miklavž mi je prinesel svojo prvo harmoniko oziroma mojo prvo harmoniko in od takrat naprej sem potem jaz muziciral na tisto harmoniko, čeprav je bila to taka plastična, ker niti pol tonov ni imela, veš, ampak jaz sem menda na tisto harmoniko znal že špilati že vse živo. No, potem kasneje sem hodil v nižjo glasbeno šolo za harmoniko, tako ta veliko, že 96 basno. Ne najbolj z veseljem, to moram priznati. Tiste ruske proludije, pa pa jaz vem, pa vse živo, tisto mi nikoli ni šlo preveč ne v uho, ne od prstov, tako da harmonike, sploh te klavirske, nikoli nisem preveč maral, še zdaj je v resnici prav z veseljem v roke ne primem, če sploh jo. Potem v srednji šoli sem pa jaz pel kar pri 2 pevskih zborih, tudi pri enem oktetu, dosti dobri smo bili, celo po Evropi smo hodili in kitaro sem začel pa igrati pri tam enih 16 letih. Lahko ti tudi zaupam, kako sem prišel do svoje prve kitare. Namreč skozi sem imel željo po kitari, čeprav harmoniko sem imel tam v kotu, je bila že čisto zaprašena, po kitari sem imel pa kar tako skozi me nekaj privlačila. In sem jaz bil slučajno boter od moje sestre, ki je šla k Birmi in sem ji jaz kupil kitaro. Tudi en dan jo ni imela pri sebi, skozi je bila v moji sobi. In šele pred parimi leti, zdaj, kaj pač v svoji hiši, pa to se mi tisto kitaro vnesel. Zdaj, drugače, s Čuki se je pa začela zgodba, tako kot si rekel, tam 88. Smo imeli za Martinovo svoj prvi nastop. Čez nekaj mesecev se je še Marko zraven pridružil, od takrat so pa te Čuki, ki jih ljudje nekako poznajo. Omeniva najprej vse 4 ustanovne člane. Se pa je zasedba malce spreminjala skozi leta in se mi zdi, da ste z vsako zamenjavo postali še boljši in še bolj priljubljeni. Že na začetku, ko smo bili, se pravi ustanovni člani, smo bili Marjan Malovrh na klaviaturah, pa na harmoniki, z očali, pa brke imel takrat. Namreč po njem, oziroma on je nadaljeval tradicijo ene glasbene zasedbe, ki se je imenovala Prčuk. In potem z njem, se pravi z Marjanom je takrat že igral že kar nekaj časa tudi Vinko Cankar. In one dva sta potem mene povabila v ansambl, tako da smo bili nekaj časa in par mesecev trio. Druga zgodba oziroma druga plat Čukov se je pa začela, čeprav ne še pod imeni Čuki, v vojski na albanski meji, kjer sva se pa z Markotom Vozlem spoznala. Tam preživljala bolj športno, predvsem pa glasbeno tiste mesece, pri katerih menda v vojski, da je bilo ful vsem dolg čas, nama ni bilo čisto dolg čas, midva sva muzicirala, pela, ustvarjala vse živo. In že takrat sva imela ene take prebliske, da ko bo prišla z vojske, bo imela svoj bend. No in ko sta mene Marjan pa Vinko povabila v ansambl, sem jaz potem pa še za Markota zlobiral, da je prišel k nam in potem smo bili v taki zasedbi kar po moje 10 let, ko je potem se majčkeno naveličal naš klaviaturist Marjan. Zakaj se je to zgodilo? Zaradi tega, ker nihče na začetku ni mislil,
ne da bomo postali tako uspešna zasedba, ampak da se bo to tok cajta vlekala. Veš, ko smo govorili, joj, še letos dajmo še pritisniti, letos je, Bog ve, kaj bo drugo leto. In to se je kar vlekel, pa so ta veliki hiti prišli, Rdeča mašna, Krokodilčki, Zobar, Zanzibar, Kavbojci, Indijanci, in se kar vlekel. No in potem je, ker je seveda še v zdravno službo hodil Marjan, pa se smo vsi tudi drugi tudi, no, je rekel, da ima mečken tega dost, da z leta v let kar ne pojenja ta naša popularnost, in je prišel pa slučajno takrat iz vojske moj bratranec Matjaž Končan, ki je prišel potem na mest Marjana. Potem smo bili pa v tej zasedbi dolgo, od začetka v bistvu 18 let do leta 2000, mislim da 8, jaz si ne zapomnim, niti mi niso te letnice toliko pomembne, ko se je pa na naše, lahko rečem, veliko presenečenje odločil Marko, da bo šel svojo pot glasbeno. In smo takrat bili pač malo žalostni, to priznam, ampak tako, kot bi rekel naš Vinko, Bog že ve, koga dela, in čez par mesecev se nam je pridružil Jernej, to je pa najmlajši Čuk, ki je sicer iz vrstne glasbene družine. Lahko samo omenva, da je njegov oče en najboljših glasbenih producentov, sploh narodno zabavne in pa zborovske glasbe v Sloveniji, to je Tomaž Tozon, ki je pel tudi pri Slovenskem oktetu, pa pri kvartetu Do in tako naprej. In od takrat naprej smo pa taki Čuki, kakor smo zdaj, se pravi že skoraj 7 let. Začela bova z vašo zadnjo, najnovejšo pesmijo Bam, bam, bam. Pa bi mogoče spregovoril par besed o tej pesmi, kako je nastala, odkot ideja? Ja, to je čist naša najnovejša pesem, je zelo taka mladostna, ne samo po zvenu in po besedilu, ki pač opeva eno punco, kako ji oči ne pusti ven, ker se ima za učiti, oziroma karkoli že v glavnem mora iti zvečer sama spat. Ta fant pa pač ni najbolj navdušen na to, kar se mu pa že zdi, da je punca zadosti stara, da ni treba, da hodi s kuram spat. Je pa, zapel jo je seveda Jernej, napisal sem jo jaz. Zdaj, a je to avtobiografska, ker imam jaz pač tudi eno hčerko, že 16 let staro, to vam ne znam čisto povedati, čeprav za mojo Petro lahko rečem, da jo zaenkrat še ne razgajna prav na muč, tako rečemo v naših koncih, je še umirjena, tako, tudi glasbenica. Obe punce imamo v bistvu kar tudi dobre glasbenice. Drugač pa video spot, ki ga bo pa zdaj gledala, je pa nastal na zadnji poletni dan lanskega leta. In sicer smo, vse veš, kakšen vreme je bil cel poletje lansko leto, vse skup nič. Ampak ta zadnji dan, ena sobota, ko smo pa ta spot snemali na Vrhniki v enemu bazenu, ki že propada že par let, je pa bil vreme res krasen in z režiserjem Mihom Tozonom, ki je sicer brat od našega Jerneja, smo naredili tam ene take grafite in smo rolke vzeli in BMX-e in smo tahikeni ta pravi smrkovci. Bam, bam, bam in Čuki v oddaji Vetrnosi, pesem mojo. Zvečer gre zgodaj spat, oče tvoj je strog in mate rad, čez večer te ti doma, čakate na vratih in nerga. Oh, ja. Kako srce razbija, ko težka industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča. Kako srce razbija, ko težka industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča. Kako srce razbija, bam, 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 ko te pokriša noro, bam, 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 kako zelo mi prija, dan na dan, na licu tvoja bližna dlan.
tvoj je birokrat, vem, da tudi on imate rad. Čez večer tebi doma, sumi, da si zopet z mano šla. Oh ja, kako srce razbija, kot težka industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča. Kako srce razbija, kot težka industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča. Kako srce razbija, bam, 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 ko te pogreša noro, bam, bam, bam. Kako zelo mi prija, dan na dan, na licu tvoja nežna dlan. Jože, prav je, da v najnem pogovoru malce poseževa tudi v zgodovino. Omeniva najprej največje uspešnice in projekte skupine Čuki. Prvo kaseto, sem se pozanimal, ste izdali leta 1990, Na licu bela solza, kaj ne? Ja, takrat so bile še kasete, ja. Ne vem, če danes sploh mladina ve, kako tiste kasete izgledajo, oziroma če vejo sploh, kam se vtaknejo, če imajo sploh še kam za vtakniti. Še za CD-je nisem danes siguren, če vejo, če imajo vsi jih še kam za vtakniti, ampak o tem malo kasneje, o tem ta novem CD-ju malo kasneje. Ja, tista prva kaseta je bila tako, da smo mi ene par pesmi imeli na televiziji in na radijskih postajah, ki so bile velike uspešnice. Poleg te naslovne Na licu bela solza je bila zelo takrat popularna, celo pesem leta na valu 202 je bila Vso srečo ti želim, za katero je sicer napisal besedilo dr. France Prešeren. Jaz sem jo pa takrat v glasbi še v vojski. Potem je bila tudi ena pesem Poslednji rod, s katero smo leta 1989 zmagali na Slovenski popevki, pa Punčka z lanenimi lasmi, pa mislim, da je bila Pozdrav s planin gor, pa tako. Pesmi, ki so v resnici takrat bile majčkeno drugačne od tistega, kar je takrat na slovenska glasbena scena ponujala. Tudi naš imidž je bil majčkeno drugačen od tistih rockerskih bendov, ki so takrat zažigali najbolj v Sloveniji. Skratka, že na začetku smo bili malo drugačni, ampak ne zato, da bi se mi hoteli, da bi imeli tu mi tako strategijo, da bi bili tako pametni, da hočemo biti mi drugačni, ampak enostavno taki smo bili, drugačni sploh nismo znali biti. In je pa res, da se skupina Čuki neverjetno hitro res takrat v slovenskem medijskem prostoru prijela. Veš, že prva kaseta je šla v zlati nakladi. Jaz vem, takrat nas je Ivo Umek iz založbe Kaset in plošč povabil, če bi pri njih izdali kaseto. Smo rekli, pa kdo bo pa to sploh kupoval? In je bilo res, tako je bil bum, da ne rečem, naslednja kaseta z naslovom Rdeča mašna je bila pa še večji bum, da ne rečem, pa so pa že krokodilčki prišli, pa je bilo pa itak fertik, pa smo imeli pa res en tak razpoznaven komad, ki se ga je pa prepeval od najmlajših do najstarejših. Tako je bilo. In te pesmi poznamo še danes. Ja, pa veš, zanimiv pri nas je to, mislim zanimiv. Hvala Bogu je pri Čukih tako, da nikoli se nam zdi, da nam ne zmanjka idej za nekaj novega, veš, da se ne ustrašiš svojega lastnega uspeha. Namreč zelo velikrat je tako, da ko ansambli oziroma izvajalci dosežejo res en velik hit, da so potem toliko zaznamovani oziroma toliko v krču s tistim hitom, kar recimo bi mi lahko bili kar z nekaj komadi, s krokodilčki pa absolutno, ampak tudi recimo, ne vem, ker smo potem imeli naslednje pesmi, tudi malo bolj mirne, recimo. Niso samo te uni hiti, recimo, ne vem, Vse posod ljubezen, pa Šalala, pa Ljubi me ljubi in tako naprej,
ali pa Poletna, recimo, ki jo Vinko poja. Ne? To so pesmi, ki se jih nismo, kljub temu, da smo imeli ne krokodilčke, pa te ta hude hite, smo jih nismo upali, mislim, smo se jih upali ven dati, veš, ker ponavadi se potem izvajalci res kar bojijo naprej nekam razvijati, ampak vsi rečejo, aha, mi smo zdaj tlele uspeli, tudi naslednji komad mora približno takole izgledati, pa naslednji spet in pol začneš že sam sebe ponavljati. In jaz tudi kot avtor, če si česa nedovoljen, si pa to nedovoljen, da bi sam sebi že polej začel kopirati, veš, zaradi tega, ker ti je ena stvar ratala. Ampak pri vas je zanimivo, da vsaka pesem, ki jo izdate, postane hit. Ni nekaj tistih priljubljenih, pa nekaj tistih, ki jih mora biti za zgoščenko oziroma za projekt, kar vse so hiti. Ja, eni mal večji, eni mal manjši, to je res, ampak mi se ne bojimo, tudi če kakšna ni tak velik hita, veš. Mi imamo recimo veliko pesmi in to recimo ljudje, sploh recimo tle na zagorskem koncu, tle na zasavskem koncu, bom rekel, ko smo že čuki čisto od začetka igrali. Mi res recimo tlele igramo, so recimo konci Slovenije, ki so nas res ljudje takoj zagrabili za svoje, veš. In recimo v teh letih smo naredili tudi velike enih pesmi, ki pa niso tako na prvo žogo hit, recimo na pamet rečem Liter vode in en poljub, ali pa recimo ena pesem Krka, ali pa recimo Zakaj se me dotikaš, če me nimaš rad, ali pa recimo to so ene pesmi, ki niso tako razvpite, ampak določenim ljudem so pa tako všeč, da ne mine špil, da ne bi dobili glasbene želje. Recimo na tej zgoščenki je tudi recimo nekaj takih pesmi, recimo Za rojstni dan, ki jo bomo zdaj lepo slišala. To ni pesem, ki bi bila na prvo žogo hit, ampak pesem, ki enostavno jo ljudje rad prepevajo, ki jo vedno se najde na vsakem špilu, kdo dej tistemu našemu kolegu zašpile za rojstni dan, dejte uno vašo, veš. Ali pa recimo pesem Pod krošnjo starega bora, ki jo je sicer besedilo prispeval celo tle iz tega okoliša Sandi Ritter, naš kolega, je tudi recimo pesem, ki rabi nekajkratno poslušanje, ampak kad se ti enkrat zapeče, je pa tvoja. No? Ja, Za rojstni dan je tista pesem, ki jo bomo zdaj spremljali vsi skupaj, potem pa jo še malo pokomentirava. Tako. Ojla! Kaj, rojstni dan, danes? Je z veseljem? No, se vidva, hajde! Najhitro mine že to leto, da spet lahko ti stisnem dlan, da te privijem čisto k sebi, ko voščim ti za rojstni dan. Najhitro mine že to leto, da spet lahko poljub ti dam, me celo leto vleče k tebi, še čutiš, da te rad imam. Mi vsakdo tarna, kako se ta čas mu prehitro vrti. Ni ne pomladi, jeseni, poletje že zimo lovi. A meni vleče in vleče že dolgo se sleherni dan. Čez dan sanjarim, po noči sem z mislimi na te obdan. Najhitro mine že to leto, da spet lahko ti stisnem dlan, da te privijem čisto k sebi, ko voščim ti za rojstni dan. Najhitro mine že to leto, da spet lahko poljub ti dam, me celo leto vleče k tebi, še čutiš, da te rad imam. Spet gledam slike, obujam spomine na tisti večer. Izberem tisto, kjer stisnem te k sebi, jo dam v okvir. In spet se vleče in vleče že dolgo mi sleherni dan. Čez dan sanjarim, po noči sem slikami temi obdan. Najhitro mine že to leto, da spet lahko ti stisnem dlan,
privijem čisto k sebi, ko voščim ti za rojstni dan. Da hitro mine že to leto, da spet lahko poljuti dan. Med celo leto leče tebi, še čutiš, da te rad imam. Hitro mine že to leto, da spet lahko ti stisnem dlan, da te privijem čisto k sebi, ko voščim ti za rojstni dan. Da hitro mine že to leto, da spet lahko poljuti dan. Med celo leto leče tebi, še čutiš, da te rad imam. Med celo leto leče tebi, še čutiš, da te rada imam. Jože, pesmi, ki jih danes poslušamo, spremljamo, so z vašega zadnjega projekta. Pa bi ga mogoče malce predstavila, da dobimo celostno sliko, kaj je na njem. Ja, do zdaj sva slišala Bam, 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 pa za rojstni dan. Naj samo o tej pesmi še povem, kako je nastala ta pesem. Mi imamo namreč, smo imeli pred enim dobrim letom 25-letnico in smo rekli, nič, če nam noben nič ne kup, pa nič ne zapoje, si bomo pa sami nekaj zapeli, pa smo se eno pesem naredili. Drugač pa v januarju imamo vsi 4 čuki rojstne dneve, v 14 dneh v resnici. Tako da imamo potem ponavadi eno skupno praznovanje in se še malo sliši, da smo še malo skorjeni od tega. To ni še od decembra, ampak to je že zdaj od tega rojstnih dni. Kot si pa rekel, je pa na tej zgoščenki, ki smo jo sicer izdali 16. novembra, je kar nekaj znanih pesmi, recimo poleg tega, ko smo rekla, teh dveh, je gor še Marilyn Monroe, ki smo jo posneli skupaj z Majči. To je ena taka, no se bo pa pol slišala, pa bo kaj več o njej povedala. Zelo znana pesem, ali pa celo, lahko rečem, že kar skoraj ponarodela, kljub temu, da je stara ene šloh 3 leta, pa je pesem Daj mi poljub, ki smo jo z Modrijani posneli, videospot smo posneli na Veliki planini, enega krasnega decembrskega dne. In za to pesem pa, recimo, za Krokodilčki smo, že ko smo snemali, smo vedeli, da bo hit. To, še predno smo jo snemali, smo vedeli, da bo hit. Jaz, ko sem par ljudem tak komad zapel, so jo že takoj vsi prepevali. Drug tak velik hit, na tako res iz roku usta, ko se temu reče, pa je pesem Daj mi poljub, ki je tudi tlele gor. Namreč, ko smo to pesem prvič zapeli v eni oddaji Na zdravje, skupaj z Modrijani, vam povem, je pol tistih ljudi, recimo, da je bilo tam notene 200 ljudi, pol jih je že ob koncu pesmi pel, pol jih pa ni pel, ker so pa kar jokali. To je bilo nekaj neverjetnega, kako se je to, kaj tazga res še nisem vedel, pa veš, da res teh pesmi smo imeli v oddaji na 100 oziroma na 1000, to je bil res fenomen in še zdaj, danes, ko špilamo ta komad, res ljudje od začetka do konca zraven pojejo, pa je pesem stara dobrih 2 let. Potem je ena zelo, zelo poznana pesem, ki ima tudi na YouTubeu, tako kot recimo Daj mi poljub že čez milijon ogledov, kar je za slovenske razmere kar ohoho, pa je pesem Z nogo ob tla. Jo bomo tudi kasneje tvojim gledalcem predstavili. In sicer značilnost te pesmi pa je, da je v enem takem country štimungu, kar za Čuke ni novo, kajti Čuki smo bili že 2krat prej preoblečeni v kavbojce v videospotih in sicer v eni legendarni pesmi Ta vlak in pa v pesmi Kavbojci pa indijanci. Se pravi, že 3. smo bili kavbojci, ampak ne sami, poleg plesalk Plesnega mesta se nam je pridružila na violini tudi ena simpatična Barbara Žerjav, ki jo verjetno gledalci sploh tvoje oddaje Veter nosi pesem mojo, poznajo iz skupine Donačka.
Cel kup takih znanih pesmi je. Kako pa je nastala pesem Mačka, ki bo naslednja, ki jo bomo srečali? Ta je tudi novejša. Mačka je nastala pa na odru. V resnici je ta fraza nastala na odru, ko si večkrat takole, ko gledamo dol z odra, pa rečemo lejo, kakšna luštna mačka. Mi imamo pač take izraze, imamo zdaj, je to lepo ali ni lepo. Se vsi verjetno vejo, na kaj mislimo. Drugač pa, pol, ko sem pesem naprej pisal, sem pa pogruntal, da v zgodovini našega planeta gotov ne obstaja nobena žival, ki bi bila bolj podobna ženski, kakor mačka. Od paramecija naprej, ali kaj je bilo najprej, ali koga so bile tiste amebe. Mačka ima en tak nekaj zapeljivega, zna se tako prilizniti lepo, zna, hod tako, tudi gledate tako. In potem je iz tega nastalo nekaj fraz, ki sem jih zapakiral v to pesem, recimo Glejo, kakšna luštna mačka, kako se zvito mi smeji, vem, že dolgo z mano se igračka, okrog krempljev svojih me vrti. Glejo, kakšna luštna mačka, me kot miško je ujela v past. Vem, že dolgo z mano se igračka, res je luštna vsaka čast. Pol pa je pa zaplet, pazi. To se mi zdaj še posebej simpatičen. Mnogo mišk je mačka že pojedla, mnogo jih je že zvabila v past. Mnogo zvestih fantov je zavedla, takšni gremo ji posebej v slast. Kakor da ne punce, ki se malo s fanti preveč igra. Ne preveč, pač malo se igra. No in nadaljevanje bomo pa videli, kaj se pol zgodi pa kar v pesmi. Prav? Dobro, Mačka in naši čuki. Stari, le kakšna luštna mačka. Glejo, kakšna luštna mačka, kako se zvito mi smeji. Vem, že dolgo njena sem igračka, okrog krempljev svojih me vrti. Glejo, kakšna luštna mačka, me kot miško je ujela v past. Vem, že dolgo z mano se igračka, res je zvita vsaka čast. Hej! Mačka že pojedla, mnogo jih je že zvabila v past. Mnogo zvestih fantov je zavedla, takšni gremo ji posebej v slast. Njam, 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 njam. Mnogo zvestih fantov je zavedla, res je zvita vsaka čast. Hej! Glejo, kakšna luštna mačka, zdaj menda jo že vsak pozna. Da z vsakim malo se požgačka, zdaj pa kakor komu da, če da en vroč poljubna njena sladka usta, da te z njim spet zvabi v svojo past. In kot miško znova te pohrusta, res je zvita vsaka čast. Hej!
Jože, Čuki ste znani tudi po tem, da ste v javnosti vedno lepo urejeni, simpatični. Že prej ste omenjali, da ste bili takrat, ko ste začeli, malce drugačni od drugih, da ste s to eleganco, s to preprostostjo poskušali očarati ljudi. Je bil to tudi recept do uspeha in kdo zdaj skrbi za vašo zunanjo podobo? Ja, zadnja leta se predvsem s tem, kako smo na odru oblečeni, pa tako ukvarja naš najmlajši Čuk Jernej. On ima eno posebno žilico za to. Zato zadnja leta mogoče mečken manj kravatno, smo pa malo bolj mladostno izgledamo. Drugače smo bili pa Čuki dolga leta znani po kravatah. Mi smo imeli, če ti samo povem, jaz sem imel doma v enem obdobju 146 kravat. In sem jih imel tudi, tako kar sem pisal od zadaj s takim majhnim, veš, da sem vedel, velikih je zginilo vmes. Veš, koliko so nam jih punce vzele, joj. In pa smo mogli, zmeraj, ko je kdo bil brez kravate, smo si mogli pa nove kupiti, veš. S tem, da smo se seveda imeli za različne imidže, različne kravate, pa to. Teh rekelcev, oblek smo imeli res vsak let, če si predstavljate, recimo ene 10 do 20 kompletov, veš, tako da tega se je res ogromno nabral. Kako pa je pa prišlo do tega, da smo Čuki bili Čuki tako kakor nobel oblečeni? To je bila pa ena zgodba, ki se jo danes verjetno mečkam težje predstavljamo, zaradi tega, ker takrat, ko so nas povabili prvič na televizijo, takrat še ni bilo tako, da so bile trgovine odprte in petek in svetek in do polnoči ne vem kako. Takrat je bilo tako, da so se v soboto ob enih štacune zaprle in takrat je bilo konec zgodbe. No in nas je takrat iz ene oddaje, ki se je imenovala Zdravo, poklical en takrat možakar, ki smo ga mi samo videli na televiziji, to je bil Bogdan Barovič, in je rekel, joj, mi smo pa toliko dobili pošte za en ansambl Čuki, a ste to vi? Sem rekel, ja, liho službo me je klical. Ja, to smo mi, ampak mi, ne vem, če smo mi ta pravi, mi smo komi začeli nekaj, eno pesem smo sam posneli. Ja, ampak ljudje vas hoče na vsak način videti. To je bilo en petek ob 10 zjutraj in ja, kdaj bi pa to bilo? Mi niti nismo vedeli, kje je ta televizija, kje je, mi smo takrat samo gledali tiste zvezdnike na televiziji, niti se nismo upali sanjati, da kdaj bomo na televiziji, kaj šele, kako bomo oblečeni, pa kje je bilo še to. Mi smo pač igrali tam tiste veselice, pa ohceti, pa vse živo, ampak pa imeli smo že 2 pesmi posneti, Na licu bela solza, pa Ta cvet. No in sem rekel, Bogdan, kdaj pa? Je rekel, ja, mi bi vas že kar to nedelo imeli. To nedelo, jaz hiter fante pripokličem, imamo mi to nedelo cajt, a bi šli na televizijo. Kakšna televizija? Je to sploh možno, kakšna televizija? To se nič nismo pripravili, kaj pa moramo imeti, kaj pa nismo. In sploh nismo razmišljali do sobote zjutraj. Soboto zjutraj smo se sploh vprašali, kaj bomo pa imeli oblečen. In pol mi cokom pokom v Ljubljano in hodimo tam po tistih centru Merkurjih, kaj so bile tiste štacune, pa gledamo neki, nič nam ni v uč padl in ob enih so se štacune zaprle. Kaj pa zdaj? A veš, zdaj kam bo šel kupati? V nedeljo je bilo treba biti nekako oblečen, a veš. In smo rekli, nič bomo pa kar tako oblečen, kot smo ponavadi za Hmaša, veš. Smo vzeli tiste hlače, bolj nobel, pa kravate, pa bele srajce in tako smo mi šli na televizijo. In ko so nas videli tam na televiziji, jaz verjamem, da so se nam vsi malo smejali, kaj pa zdaj, veš, tukaj so pop dizajni, pa šankrok, pa to take čupe, pa leder, pa neti, pa to, pa mi pa tam takole, veš, in so nas en cajta gledali, po moje so se nam za kameram celo malo režali, ne vem, a je to res ali ne, ampak bili smo toliko drugačni od vseh ostalih takrat, da so nas ljudje rekli, to so pa oni ta pošterkani Čuki, a veš, ko so tako z odnosom, oni se res rihtajo za na televizijo, a veš, tako, oni gotovo vse preštudirajo, veš. In tako se nas je nekako prijel tisto, da smo v tem imidžu, v glavnem, čeprav seveda na nastopih smo tudi včasih v kavbojkah pa tako naprej. Je pa en dan v letu, kjer si pa damo duška, to je pa ponavadi za pusta. Takrat smo pa vse živo, da ti ne povem, kaj smo bili že vse oblečeni. Letos zdaj se ravno pust približuje, ti še ne bom povedal, kaj bomo oblečeni. Čeprav vedno izhajamo iz tega, da smo tako, kakor je iz kakšne naše pesmi. Ja, veš, recimo, ne vem, ko smo imeli Zobarja, smo bili v Zobarja oblečeni. Ko smo imeli kavbojci in indijance, smo bili v kavbojci pa indijance oblečeni. Celo enkrat, to je bilo pa res edinkrat,
ko smo imeli Narodne čuke, tisti album Narodni čuki, smo bili celo oblečeni v narodne noše. Načeloma mi nismo v narodnih nošah, ampak takrat smo bili celo, midva z Markotom so bila punčke v kiklici, ampak to prave narodne noše. Drugače smo pa res po nastopih, kar se da tako športno elegantno, vsaj oblečen, če že ne elegantno. Po pesmih sodeč pa lahko sklepamo, da vam ni tuje sodelovanje z drugimi glasbeniki. Prej sva govorila o tisti znani hitovski pesmi z Modrijani, tudi z Majči, ki je bila prej ne toliko zelo znana, ste posneli eno čudovito pesem, pa se je prijela, ljudje so jo vzljubili in jo slišimo vse povsod. Ja, čeprav, veš, Čuki smo sicer po odrih igrali že res številnimi glasbeniki. Da bi pa posneli pesmi, smo po resnici eni od tistih glasbenikov, ki imamo tega dost mal. Enkrat smo sicer čisto na začetku glasbene kariere Saško Lendero posneli eno ljudsko pesem Ali me boš kaj rada imela za eno televizijsko oddajo ali celo radijsko oddajo, tako je, radijsko oddajo. Pa je potem kar tisti posnetek zaromal še v studio, mislim, na radijske postaje. Je pa res, da smo imeli leta, da le mečkrat na pamet govorim, ampak tam leta 2003, en velik hit, ki je tudi že v bistvu že ponarodel komad, ki je pa bil v duetu zapet s Piko Božič. To je bil pa komad Komar, ki je bila tudi najbolj predvajana pesem tistega leta, se mi zdi. Od takrat naprej pa spet nismo veliko sodelovali, sploh ne na posnetkih, do Modrijanov, ko smo posneli Daj mi poljub in pa zdaj z Majči. Kar ne pomeni, da bi se mi temu kaj izogibali veliko, ampak nočemo izkoriščati to, da bi rekel sam več muskontarjev, bolj uspešna stvar. Ampak če je res rata tist, da že v osnovi neki nam predstavlja, polej te povezave radi delamo, da bi se pa kar vse poprek parili, se pa ne. Kako pa je tale Marilyn Monroe nastala? Marilyn Monroe je pa nastala tako, da ko sem jaz prvič videl eno simpatično Kranjčanko oziroma tam gor bliz Kranja doma, ki me je čist spominjala na Marilyn Monroe, pa sem jo vprašal, kako je ime, pa je rekla Majči, sem rekel, koliko si pa stara prav? 18. Ne, takrat še ni bila 18 let stara. Sem rekel, da bi jo povabil v eno oddajo, takrat Na zdravje, ker sem videl, da je tudi glasbenica in da igra harmoniko in to zelo fajn, sem napisal pesem v resnici o gledanju iz slovenskimi očmi na Marilyn Monroe, ki jo je takrat na način v veliko mlajši izvedbi poosebljala Majči. Sem napisal komad, kako v resnici naš pogled na Ameriko. No? Tako, in sem napisal eno frazo, ki gre tako. Če bi Marilyn Monroe plesala polko, vriskala na glas, če v rokah sukala bile majolko, ne bi šla od nas. Se pravi, če bi samo cviček pila, pa to jo ne to hitro pobrala. Ne? Če bi Marilyn Monroe plesala, oziroma če bi Marilyn Monroe plesala polko, če bi plesala polko, pa jedla rajši žgance, pa repo, pa klobase, ne pa tisti ameriški plastelin, se pravi tisto plastiko, bi bila še zdaj lahko živa v tem stilu. In nastal je tudi prikupen videospot, ki ga bomo zdaj Tako. skupaj pogledali. Kaj v Ameriki je danes in Hip-hop, rock'n'roll ali disco stil. kaj po svetu fante gor drži? Ko se punca zasmeji, Če bi Marilyn Monroe plesala polko, vriskala na glas, če v rokah sukala bile majolko, ne bi šla od nas. Če bi Marilyn Monroe ljubila fanta naših koreni in jedla bi potico, repo, žgance, ne pa plastelin. ni se
od nas. Če bi Marilyn Monroe ljubila fanta naših koreni in jedla bi potico repo žgance, ne pa plastelin. Če bi Marilyn Monroe ljubila fanta Kristine mi, imela bi tako kot naše punce iskrice v očeh. Kaj v Sloveniji je danes in Polka valček je svetoven stil. kaj pri nas mladino gor drži? Da se žura vse noči. Če bi Marilyn Monroe plesala polko, vriskala na glas, če v rokah sukala bi le majolko, ne bi šla od nas. Če bi Marilyn Monroe ljubila fanta naših koreni in jedla bi potico repo žgance, ne pa plastelin. Če bi Marilyn Monroe plesala polko, vriskala na glas, če v rokah sukala bi le majolko, ne bi šla od nas. Če bi Marilyn Monroe ljubila fanta Kristine mi, imela bi tako kot naše punce iskrice v očeh. Imela bi tako kot naša mati iskrice v očeh. Jože, na začetku pogovora sva ugotavljala, koliko časa ste že na glasbeni sceni. Zdaj po teh že čukovskih 26 letih, pa še po predhodnem ustvarjanju, je teh let kar precej. Kak je vaš pogled na glasbeno sceno, na slovensko glasbeno sceno, na kopico ansamblov, izvajalcev in na kakovost glasbe? Tako subjektivno mnenje z vašega zornega kota. Ja, jaz ti lahko tlele svoje mnenje povem ne samo kot glasbenik, lahko ti ga povem tudi kot ustvarjalec ene izmed glasbenih oddaj, se pravi Na zdravje in Raketa pod kozolcem. Tako da poznam slovenske glasbenike in slovensko glasbo izpred kamer in izza kamera. Ne. Slovenska glasba bi lahko bila še veliko boljša, če bi imela eno iskreno podporo tudi strani države. Ker je pa vse skupaj to malo bolj ne bodi ga treba, je pa pač vse prevečkrat slovenska glasba sama sebi prepuščena. Zdaj, a je v interesu enega naroda, da ima v domačem jeziku dobro pop, narodno rock glasbo? Je, a ne? Se pravi, nekdo bi mogel se k temu tudi pristopiti, ali so to ljudje iz nacionalne televizije, iz nacionalnih medijev, ali je to kulturno ministrstvo. Ni zadost, da se samo vse prepusti samo sebi, pa reče, delite kar hočete, znajte se na trgu. A veš, teh par glasbenikov, ki recimo lahko nekako preživimo od svojega dela, ok, to je, ampak v toliko majhnem medijskem prostoru, kakor je Slovenija, sploh zaradi tega, ker, a veš, ponavadi glasbeniki nimajo vsi te sreče, ki jo imamo mi, da tvoja glasbena kariera traja desetletja, a veš. Če si ti, tako kakor se tudi odzuni isto, veš, ponavadi glasbena kariera nekako pride, se povspne, doživi en višek in potem počasi bledi. To odzuni ni to tak problem, ker lahko v tistih parih letih ljudje zaslužijo toliko, da lahko od tega živijo cel življenje. Pri nas seveda to približno ni tako. Je pa tako, da glasbena pot v Sloveniji je kar draga reč. A veš, ni to tako, kot bi rekel, če se hočeš recimo iti z vsemi videospoti, s produkcijo, oranž produkcijo, glasbeno, so to kar veliki zneski, pa ne samo to, tudi slovenski medijski prostor se v resnici krči. Recimo, če ti samo povem, da vsako leto je recimo med prvimi 100 predvajanimi pesmimi v Sloveniji, vsako leto jih je manj slovenskih. To pomeni, da bi bilo treba mečkrat tudi z druge plati pogledati in
če se ne bo tlele nekaj načrtno delal, je pa tudi ena druga stvar, res to ti pa tudi moram povedati, to je pa tista iza kamer, a veš. Je pa tako, da tudi poprečen slovenski glasbenik malo preveč jambra, pa mečkam premal si upa, pa premal je tudi priden, poprečen. Imaš pa izjeme, seveda. Danes sta že nekajkrat omenila tisti veliki hit, 2-3 leta je star, Daj mi poljub. To pesem bova zdaj poslušala skupaj z našimi gledalci. Mogoče še kakšna beseda, odkot ta ideja za to pesem in sodelovanje? Za sodelovanje ideja je prišla čist iz tega, ker sem jaz enkrat to pesem napisal. Zanimivo je ta, da sem refren te pesmi, čeprav je v resnici to zimska pesem, okrog novega leta se dogaja, kaj ti že prva fraza je Silvestrska noč v eni od koč. Refren sem napisal na eni jadrnici. Deleč dol, kaj pa vem, na katerih otokih niti. Besedilo sem pa napisal potem doma in že ko sem slišal, da bo to Jernej pel, ne vem, kako si sploh nisem mogel drugače predstavljati, da bi to Rok pa Jernej skupaj v duetu pelati. Vse ostalo niti nisem vedel, a bojo Čuki zraven, a bojo Modrijani zraven, ampak ta duet sem takoj zaslišal in ko smo na eni vaji Čuki to pesem odpel, smo jo na telefon posneli in sem jo poslal kar prek maila Modrijanom, je bilo čez 2 ure že, ja. In čez par dni, to je bilo 1. novembra, čez par dni smo bili s to pesmijo že v studiu, smo jo že snemali, še čez par dni na oddaji Na zdravje, ker je že takoj se videli, da bo hit. Potem naslednjo leto smo pa šele video spot posneli. Tako da pesem je vsekakor res upravičila in ga tazga sodelovanja dveh, če lahko tako rečem, prepoznavnih in popularnih ansamblov. No. To pesem pa bomo zdaj slišali tudi v oddaji Vetrnosi, pesem mojo. Čuki in Modrijani, Daj mi poljub. Silvestrska noč v eni od koč, čakali smo polnoč v družbi bojoč. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nisel seboj, bom tja gor do nebes. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Se zjutraj zbudim, na smeh se držim, po glavi podi se prelep mi spomin. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nisel seboj, bom tja gor do nebes. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba.
Zdaj leta tako, kot nikdar tako, in čakam, da spici podava roko. Te stisnem v objem, še predno spet grem, predaleč od tebe pojoč ta refren. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Jože, Čuki, imate tudi lepo spletno stran, ažurni ste na Facebooku, kontakti so objavljeni. Je kar treba biti prisoten na teh socialnih družbenih omrežjih, na internetu, kaj ne? Jaz priznam, da sem tle ful švoh, še svojega Facebooka nimam. Čuki pa imamo svoj Facebook, pa je zelo dobro obiskan in kar dost zanimiv. Ureja ga v glavnem Matjaž, pa nekaj tudi Jernej. Gor so pa pač naše aktualne novice, tako da lahko pridete gor, pa kakšne take luštne nagradne igre. Imamo zdaj skoraj vsak teden kakšen ta naš nov CD potalamo. Ampak, ko sva lih prejle govorila o pesmi Daj mi poljub, samo še dve stvari. Veš, kje smo mi največ do zdaj novih let preživeli? Pri nas, v Zagorju. Točno. V Zagorju z Matjažem Švaganom smo največkrat nazdravili za nov let. Mislim, da je to bilo 7 ali pa 8 let zapored in to so bili takrat una silvestrovanja v Šotoru, tam, kaj je zdaj ta Špjar, pa to se spomniš tisto? Ja. To je bilo top. Tega nikoli ne bomo pozabili. Tako da, drugače pa eno frazo se mi zdi, da sem zelo dober napisal v tej pesmi Daj mi poljub. In sicer, če se spomnimo zdaj recimo tega ognjemeta, ki je vedno bil, sploh včasih v Zagorju je bil tudi tak ognjemet, da smo sam gledali. In sicer sem napisal ena fraza, kako že gre, ljubezen in smeh, snežinke v laseh, pol pa odsev ognjemeta v tvojih očeh. Če se predstavlja situacijo. En zaljubljen par, fant gleda punco, tam gor je ognjemet, polnoči je ura, vsi gledajo ognjemet, on gleda pa učke njej in v teh učkih vidi ognjemet. A veš, tako se mi zdi ena taka, veš, en odraz res tiste zaljubljenosti, kako se gledata in kako doživljata nov let, čeprav je okoli njiju recimo natavžen teldione, dva pa svoj intimen silvestrovanje doživljata. Letošnje leto je še mlado, v začetku februarja smo. Kaj boste, Čuki, letos počeli, vsaj tisto, za kar veste? Veliko bomo nastopali, hvala Bogu, da je še vedno tako. To je najrajši, kar v resnici počnemo, razen ustvarjanja. Te dve stvari sta pri muziki res to, za kar se splača ustrajati in podajati to naše delo oziroma to našo energijo in vse med ljudi. Drugače pa čez 2-3 mesece bomo dali novo pesem ven, ki je tudi na tej zgoščenki. Naslovi je Ti luna nagajiva, to lahko že zdaj povem. Video spot še ni posnet, je pa taka spet čist drugačna od Bam Bam Bam. Jo mečken še šparamo, jo niti nikjer še ne pustimo, da se predvaja. Drugače pa v poletje bomo v glavnem nastopali, veliko nastopali in pa se že začeli počasi pripravljati na kakšne nove pesmi, ki se v glavi že porajajo. Ampak o njih pa, kako bojo pa izgledale, vam pa tudi zdaj zaenkrat še ne vem povedati, kajti, tako kot sem ti Tomaž že prej povedal, mi nikoli ne delamo ful na zalogo, a veš, tist sprot, ki je, hočemo, da je sveže in da takrat, ko ven pride, da je tudi v nas sveže, da je z eno energijo dan ven, je pa veliko teh idej, pa to je pa kar
skozi v glavno, to pa lahko rečem. Mi smo res veseli, da ste si vzeli čas za našo oddajo, da ste prišli na ETV, da sva lahko prijetno poklepetala. Pošiljam pozdrave vsem preostalim Tremčukom in upam, da se na tem mestu v naši oddaji in v naših koncih še kaj vidimo. Veš, da z veseljem jaz ti po imenu vseh 4 čukov poklanjam tale CD. Hvala, super. Vem pa, da smo čuki na naše veselje, tudi na vaši televiziji kar veliko prisotni. Tako da pa že komaj čakamo, da se spet na kakšnem špilu vidimo. Skratka, bomo naprej še delali, da vam bomo kar se da všeč. Z nogo ob tla bova končala. Hvala in srečno pot domov. Živja, hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa tudi hvala za pozornost v današnji oddaji Veter nosi pesem mojo. Do prihodnjega tedna pazite nase in na druge in lepo se imejte. Začutim ta tvoj nori ritem srca. Z nogo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Glej, je tam, spet sedi, tam pri strani nekam kislo se drži. Stopim k njej, da mi znak, da z nami stopi v ta korak, ki zna ga že vsak. Z nogo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Z nogo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Glej, jih tam, spet sedi, tam pri strani nekam kislo se drži. Stopi k njim, dam jim znak, da z nami stopijo korak, ki zna ga že vsak. Z nogo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Z nogo tla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Sedi, tam pri strani nekam kislo se drži. Stopim k njej, da mi znak, da z nami stopi ta korak, ki zna ga že vsak.